Danes v Pomurskem dnevniku policisti nad mladoletno potnico. Prihaja urbani gladiator. Muraši uspešno prestali testiranje. Spremembe obratovanja gostinskih lokalov. Vreme jutri pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Posnetek vklenjene mladoletnice na avtobusni postaji je zaokrožil na družbenih omrežjih in Slovenijo razdelil na pol. Na policijsko upravo Celje so poklicali iz avtobusnega podjetja in zaprosili za intervencijo policije zaradi potnice, ki naj bi se na avtobusu nedostojno vedla, vznemirjala voznika in potnike. 17-letnica brez zaščitne maske na avtobus vstopi v Ljubljani. Šofer jo opozori, naj si jo nadene, a ga ne upošteva. V Umagu pravijo, da je voznika verbalno napadla. Šofer pokliče nadrejenega, ta pa policijo. Policista jo pričakata na tej avtobusni postaji na Vranskem. Od dekleta zahtevata osebni dokument, ta pa ju zavrne. Nista mogla ugotoviti identitete, zaradi tega sta jo seznanila, da v tem primeru lahko se pravi privedejo na policijsko postajo zato, da izvedejo identifikacijski postopek. Opozorilo ne zaleže. Policista uporabita najmilejša prisilna sredstva. Za Radio 1 mladoletnica potrdi, da policiji ni želela izročiti osebnega dokumenta. Dejala je tudi, da so jo policisti opozorili, da bodo uporabili silo, a jo je šokiralo, ko so to tudi res storili. Začela je kričati in jokati. Trdi še, da je policist na njej klečal. Na posnetku, ki je zaokrožil po spletu, gledamo vklenjeno mladoletnico, ki mirno sedi na postaji. Policija trdi, da niso posredovali zaradi nenošenja maske. Posredovala je zaradi tega, se pravi informacija, da oseba, ki ne nosi maske, krši javni red in mir, ker se nedostojno vede. Torej se nesramno vede do voznika in do ostalih potnikov. In se pravi, oni so šli na klasično intervencijo, ne samo na prijavo, da nekdo ne nosi maske. Gre za klasično prijavo kršitve javnega reda in miru. Pri tem so pa seveda ugotovili elemente kršitev, ki so pristojnosti policije. Zato bo policija podala, se pravi, obdolžilni predlog na pristojno okrožno sodišče in pa tudi sum kršitve vladnega odloka, ki se nanaša na ukrepe za zajezitev širjenja COVID-19. Dolgoletni voznik, sodelavec šoferja Umaga, ki je vozil avtobus, na katerega je vstopila 17-letnica, opozarja, da so prav vozniki tisti, ki so kljub dobronamernim opozorilom prvi na udaru. Ko smo pa mi tule, da opozarjamo, rečeš mu, on ti jezik kaže ali pa ne, mama mi je rekla, ali pa ti mi je rekel, ni mus. Če oni v parlamentu nimajo maske, zakaj bi pa mi imeli? Mulo mi je danes zjutraj rekel. Mnenja med mimoidočimi so sicer deljena. Ja, pa bi mogli v parlamentu marsikatero odpeljati, ne? Če bi bil zakon za vse enak, ampak ni. Žalostno. Samo mladi se morajo pa tudi prilagoditi. To vam bom pa rekla. Jaz sem tudi imela masko in jaz se bojim za zdravje. 17 ali pa 77, vse. Ne postopa se z ljudmi na tak način. Verjetno si zaslužila neko sankcijo, neko kazen, če ni ubogala, ali pa če ni drugega prekrška naredila, ne vem, če je glih prav, da jo nekdo uklene. Če je rekla ona deklica, da ker je mladoletna, da pridejo starši, bi morali počakati na starši pa pa ravnati. Ker to je mladoletna oseba, ima to pravico, da so starši zraven. Katere vrste prisilnih sredstev sta uporabila policista in kakšne so bile okoliščine, bo zdaj preverjala komisija Generalne policijske uprave. Kaj se je dogajalo na avtobusu, sodelavec šoferja ne ve. Ta šofer, ko je včeraj vozil, zelo prijazen, vredu, primeren voznik. V nulu, ko ga poznam, kapo dol. Potnico čaka obdolžilni predlog na pristojnem sodišču. Zaradi nenošenja maske na javnem prevozu pa bo policija podala predlog zdravstvenemu inšpektoratu. Ta konec tedna se bo v Gornji Radgoni odvijal športni dogodek, ki nosi ime Urbani gladiator. Tekmovalci se bodo v skupinah lotili premagovanja ovir in se predvsem družili. Poglejmo, kaj nam je povedal vodja prireditve Nino Cokan. Urbani gladiator v prvi vrsti je dogodek, kjer udeleženci v ekipah premagujejo ovire. Ovire so postavljene tako, da so nekatere zabavne, nekatere take, da se treba malo potruditi. Predvsem pa je bistvo dogodka ta druženje, sopomoč tekmovalcem, spodbujanje in zato v bistvu že ovire pripravimo tako, da kot posameznik bi jo težje premagal, medtem ko ekipa sama zmore skupaj več. Kdo vse nekako lahko sodeluje, kakšna je struktura tekmovalcev?
V bistvu na Urbanem gladiatorju sodelujejo praktično vsi, najbolj je to primerno za starostno skupino nekje od 18 pa do 40 let, tu je večina tudi udeležencev. Je treba omeniti, da je na dogodku nekje 35 pa mogoče tudi tam do 45% žensk, kjer v bistvu zame je res dogodek kot zabavo se po blatu dodatno bolj valjajo, dodatno bolj spodbujajo in v bistvu res, če gledamo druge športne dogodke, je na tem dogodku ogromno žensk. Kakšna so nekako pravila, kako ta sam dogodek poteka, ko sva se pogovarjala, obstaja več tras? Ja, pravila so v bistvu takšna, da na podlagi tudi zdaj priporočil NIJZ-ja ekipe štartajo v 30-sekundnih razmakih. To pomeni, da v bistvu mi pred dogodkom pripravimo štartno listo, da se v bistvu na prireditvi nihče ne poškoduje, organiziramo tudi dodatno skupinsko ogrevanje, potem pa se skupine podajajo na traso. Na trasi imamo v bistvu mi razporejene ovire in je tudi način sodelovanja takšen, da grejo vse ekipe čez to krajšo traso, potem na razcepu pa se v bistvu ekipe same odločijo, ali bodo sodelovali na krajši trasi, na daljši trasi, ovir ne poznajo, ovire so skrivnost, tako da ne vejo, za katerim vogalom jih bo kaj čakali. Pri vsaki oviri imamo varnostnike, v bistvu pomočnike, ki skrbijo, da jih sproti obvestijo, kako se ovira pravilno izvaja, kaj je potrebno narediti. Nekateri v bistvu ovire tudi ne zmorejo ali pa nočejo premagati. V ta namen imamo pripravljene kazni. Kazni teh 20 burpeejev, to pomeni 20 vojaških poskokov v bistvu v skleco. In nekateri vzamejo to resno, tako da imajo radi, da jih v bistvu ti naši pomočniki spodbujajo, da se sami tudi štejejo, ker hočejo pač iz sebe oziroma iz ekipe dati maksimum. Nekateri ne vzamejo to resno, v bistvu bolj, ko pride ovire, če ne morejo, pač rečejo, gremo naprej. Vse je pač v rokah posameznika, ker hočemo za prvič pač narediti prireditev čim bolj prijazno udeležencem. V bistvu nimamo nekih strogih navodil, ampak imamo ta splošna navodila, ki se jih eni bolj držijo, drugi manj. Potem na razcepu tras pa se v bistvu lahko ekipa sama odloči. Če so utrujeni, zavijajo proti cilju, tisti, ko so pa pripravljeni, pa hočejo še več, pa nadaljujejo potem na protraso, tam so pa že malo težje ovire, malo bolj zahtevne ovire, tudi 13 km pa pol z 25 ovirami ni mačji kašelj. To pomeni, da bojo prve ekipe iz protrase bojo prišle v cilj nekje po 2 urah pa pol, zadnje pa tudi 3 ure pa pol do 4 ure. Morda povejva še to, kje se bo dogodek odvijal, morda povabiva tudi naše gledalke in gledalce na ta dogodek? Seveda, vabljeni so vsi, vreme imamo idealno pripravljeno, to pomeni, da je dež cel dan, progo bo dodatno otežilo, tam, kjer imamo pripravljeno blato, bo blato še dodatno razmočeno, vse skupaj se bo odvijalo v športnem centru Trate v Gornji Radgoni, štart prvih ekip bo v soboto 26. septembra ob 11. uri, prijave na dan dogodka so možne od 8 ure naprej, tako da ekipe se lahko v bistvu tam tudi spremenijo traso, dodajo dodatne člane ali pa tudi odzamejo člane. Potem se bo pa vse skupaj odvijalo nekje do pozno popoldan, ko pričakujemo, da zadnje ekipe pridejo v cilj. Seveda vsi v cilju prejmejo zasluženo medaljo, gladiatorsko medaljo in pa diplomo, ki si jo potem večinoma prihrani za spomin. Nogometaši Mure so v torek znova v skladu s pravili Evropske nogometne zveze prestali testiranje na novi koronavirus. Tudi tokrat so bili vsi testi negativni. Muraši so v torek že četrtič v manj kot mesecu dni opravili obvezno testiranje na koronavirus. Spomnimo, podoben postopek so morali prestati pred obračunom z estonskim Nome Kalju oziroma pred odhodom v Talin. Prav tako so morali prestati testiranje pred odhodom v Budimpešto, kjer so odigrali prestavljeno tekmo prvega kroga. Vse od prvega testiranja, ko so rezultati pokazali, da je eden izmed Murašev pozitiven, pa so vsi nogometaši bili na testiranjih negativni. Tako je bilo pred dvobojem z danskim Aarhusom, kakor tudi na zadnje danes zjutraj pred dvobojem z nizozemskim PSV-jem. Muraši tako lahko v celotni zasedbi in brez preglavic naskakujejo napredovanje v play-off kvalifikaciji za Ligo Evropa. Več o tem, kaj pravijo pred današnjim dvobojem, pa v oddaji Aktualno ob 18:15. Vlada je na sinočni seji nekoliko omilila omejevanje gostinskih dejavnosti. Po novem bodo v veljavi tudi nekatere spremembe.
Vlada je konec prejšnjega tedna sprejela nov ukrep, s katerim je določila obratovanje gostinskih lokalov od 6. do 22:30 in to brez izjem. Sedaj je ta ukrep nekoliko omilila, saj časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih ter za osebni prevzem jedi in pijač. Obenem odlok določa še, da morajo gostje, ki so ob 22:30 še v obratih, kjer se streže le preproste jedi, pijače in napitke, zapustiti lokal najpozneje v 30 minutah. Za gostinske lokale, kjer se streže tudi zahtevnejše jedi, pa odlok določa, da jih morajo gostje zapustiti najpozneje v 60 minutah. Prvi člen odloka ostaja enak in še vedno določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi zaprti. Vlada se je odločila za liberalizacijo cene 95-oktanskega benzina in dizelskega goriva. Kot izhaja iz poročila za javnost po včerajšnji seji vlade, je vlada sprejela informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nalaga, da na podlagi kotacij naftnih derivatov na svetovnem trgu spremlja in analizira oblikovanje cen za 95-oktanski neosvinčeni motorni benzin in dizelsko gorivo in za 14-dnevno obdobje sporoča podatke Ministrstvu za finance. Ukrepi kontrole cen so sicer izredne narave in naj bi trajali največ 1 leto, ponovijo pa se lahko v utemeljenih primerih, vendar morajo državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Obenem vladi poudarjajo, da bo zaradi prehoda na zelene tehnologije in znižanja porabe naftnih derivatov v naslednjih 10 letih prišlo do povišanja stroškov poslovanja distributerjev, kar bo po njihovih ocenah povzročilo dvig marže strani naftnih distributerjev. Za deregulacijo cen se je sicer večkrat potegoval minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Ukrep pa bodo pozdravili predvsem trgovci z naftnimi derivati, ki bodo sedaj lahko sami določali svojo prodajno maržo, podobno kot v sosednji Avstriji. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 19, v Murski Soboti in Radencih pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru od 15 do 16, dnevne pa okoli 24 stopinj Celzija. V noči na soboto bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. V soboto bo dež postopoma ponehal, oblačno se bo popoldne trgala. V nedeljo bo sprva delno jasno s hladnim in meglenim jutrom. Čez dan se bo znova pooblačilo, popoldne bo ponekod spet deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 15, čez dan pa od 15 do 24 stopinj Celzija. Vse to smo danes pripravili v Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.